Živijo in dobrodošli. Danes imamo na mizi knjigo, ki res ne prizanaša. Naslov je Smrtonosna zdravila in organizirani kriminal, avtor je Peter Gče. In njegova osrednja teza je, točno tako brutalna, kot zvoni. Da farmacevtska industrija v bistvu deluje po pravilih mafije. Točno. In danes bova poskušala razčleniti, na čem temelji ena tako pač res huda obtožba. In mogoče, preden kdo zamahne z roko čez, še ena teorija zarote, je treba poudariti, kdo je avtor. To je ključno, ja. Peter Gče ni nek zunanji opazovalec. On je zdravnik, profesor, soustanovitelj organizacije Cochrane Collaboration, Ki velja za zlati standard pri preverjanju medicinskih raziskav, kaj ne? Točno. In, kar je morda najpomembnejše, nekaj let je delal tudi v sami farmacevtski industriji. Se pravi, govori kot nekdo, ki je sistem videl od znotraj. In Drot daje knjigi, neko težo. Gče tudi takoj na začetku pove, da ne trdi, da so vsa zdravila slaba. Seveda ne. Priznava ogromne koristi antibiotikov, recimo. Njegova tarča je sistem, za katerega trdi, da je v jedru pokvarjen in da zavestno postavlja dobiček pred zdravje. Tako je. Ne gre za debato, ali penicilin deluje. Gre za analizo poslovnega modela, ki naj bi temeljil na prevari in podkupovanju. No pa, pojdimo kar na glavo v to. Osrednja obtožba. On ne govori o kriminalu v nekem prenesenem pomenu. Ne, sploh ne. Da bi to podkrepil, navaja citat nekdanjega podpredsednika Pfizerja. In ta je rekel, citiram, strašljivo je, koliko podobnosti je med to industrijo in mafijo. Mafija služi nespodobne količine denarja, prav tako ta industrija. Stranski učinki organiziranega kriminala so umori in smrteh, enaki stranski učinki so v tej industriji. Mafija podkupuje politike in druge, prav tako farmacevtska industrija. In to ni rekel nek aktivist. Ne, človek iz samega vrha industrije. In avtor knjige to očitno jemlje smrtno resno. Točno to. Zanj to ni metafora, ampak dobeseden opis. In njegov argument se tukaj recimo naslanja na ameriški zakon RICO. RICO. Ja, to je zakon, ki je bil napisan prav za boj proti mafiji. In ta zakon definira organizirani kriminal kot ponavljajoča se kazniva dejanja. In na seznamu so. Stvari kot so goljufija, podkupovanje, izsiljevanje, oviranje pravosodja in pa seveda politična korupcija. In Gčeva trditev je, da farmacevtska podjetja sistematično izpolnjujejo večino teh kriterijev. Njegov argument je, da je to njihov modus operandi. Ne gre za napake, ne gre za posamezna gnila jabolka. Ampak za zavestne poslovne odločitve. Ki se ponavljajo iz leta v leto, od podjetja do podjetja. In da bi to ponazoril, v knjigi opiše, kako ta sistem deluje v praksi. Eden od teh primerov je res oseben, sega v njegovo otroštvo. Njegov dedek, zdravnik, je družini predpisal zdravilo Enterovioform proti potovalni driski. Sliši se banalno, ne? Popolnoma, ampak zgodba v ozadju je vse prej kot to. Ta zgodba je v bistvu srhljiv primer, ki ga on uporabi, da ilustrira temeljni problem – prikrivanje škodljivih podatkov. Kaj se je zgodilo? Zdravilo je na Japonskem povzročilo pravo humanitarno katastrofo. Več kot 10.000 ljudi, ki so ga jemali, je zbolelo za uničujočo nevrološko boleznjo, imenovano SMON. SMON? Ja. Povzročala je paralizo, slepoto, nekateri so tudi umrli. In najhujši del obtožbe je, da naj bi podjetje Ciba, ki je kasneje postalo del Novartisa, to vedelo, da je zdravilo nevarno, da je nevrotoksično, torej strupno za živčni sistem. Knjiga navaja interne dokumente, ki to potrjujejo. Ampak namesto, da bi zdravilo umaknili, so podatke pometli pod preprago. Točno. Vrhunec cinizma pa je, po mnenju avtorja, dosežen, ko so švicarski veterinarji odkrili, da psi po jemanju tega zdravila umirajo. In kakšna je bila reakcija podjetja? Na embalažo v Veliki Britaniji so dodali majhno opozorilo. Kakšno opozorilo? Naj se zdravilo ne uporablja pri živalih. Čakaj, samo to. Ne povzroča poškodbe živcev ali smrtno nevarno. Ne. Ampak ni za psa Fida. To je skorajda črni humor. In Gče trdi, da ta primer ni neka bizarna izjema. Ne, da je to pravilo. Da to ponazarja vzorec, kjer se podatki o škodi sistematično prikrivajo, dokler ni prepozno.
In ta vzorec se po njegovem najbolj jasno kaže pri temelju sodobne medicine. Pri kliničnih preskušanjah. Točno. Pri študijah, ki naj bi dokazale, da so zdravila varna in učinkovita. Ampak kako je mogoče manipulirati s tem? Saj naj bi bile študije dvojno slepe, kar pomeni, da ne zdravnik, ne pacient ne vesta, kdo dobiva pravo zdravilo in kdo placebo, a ne? Ja, v teoriji je tako. Götzsche pa trdi, da je v praksi ta zaslepljenost pogosto mit. Zakaj? Razlog je v bistvu preprost, zdravila imajo stranske učinke. Antidepresivi, na primer, pogosto povzročajo suha usta. Ko pacient to občuti, on in seveda njegov zdravnik Uganeta, da ni na placebu. z veliko verjetnostjo, ja. In ta psihološki učinek, vedenje, da jemlješ pravo stvar, lahko močno napihne zaznano učinkovitost zdravila. Ok, torej že sama zasnova študije je v osnovi pomanjkljiva. Ampak ali gre samo za to, ali obstajajo tudi bolj direktne manipulacije? O, seveda. Knjiga navaja primer zdravila proti bolečinam, naproxen. Naredili so analizo krivulje odziva na odmerek in pokazalo se je nekaj, fascinantnega. In sicer? 6-kratno povečanje odmerka je prineslo tako majhno dodatno olajšitev bolečine, da je bilo klinično povsem nepomembno. Počakaj, da razumem. Pacientu dajo 6-krat močnejšo tableto, ki je verjetno tudi 6-krat dražja? In razlike v učinku skoraj da ni. Ampak verjetno je razlika v stranskih učinkih? In to je najhujše. Medtem ko se korist ni bistveno povečala, se je tveganje za resne stranske učinke, kot so nevarne krvavitve iz želodca ali srčni infarkt, povečavalo linearno z odmerkom. Kljub temu pa so spodbujali višje odmerke. Absolutno. Marketinška strategija je spodbujala predpisovanje višjih in nevarnejših odmerkov. Götzsche to vidi kot jasen primer, kjer je bil dobiček postavljen daleč pred varnostjo. To je manipulacija znotraj znanosti. Ampak knjiga opisuje, da industrija pritiska tudi od zunaj, z vplivom na zdravnike. Omenja tako imenovane sejalne študije. Ja, seeding trials. To zveni precej nedolžno, a ne? Zveni, ja? Ampak po avtorjevem mnenju gre za eno najbolj prikritih oblik marketinga. To niso prave znanstvene študije. Kaj pa so potem? To so marketinške kampanje preoblečene v znanost. Podjetje plača stotine zdravnikov, da predpisujejo njihovo novo, običajno zelo drago zdravilo, določenemu številu pacientov in zraven izpolnijo nek preprost vprašalnik. In cilj ni zbrati podatke. Ne, cilj je, da se zdravnik navadi predpisovati točno to novo zdravilo. Postane mu domače, del njegove rutine. Tako se ustvari trg. Ne gre za iskanje resnice, ampak za ustvarjanje navade. To je torej metoda od spodaj navzgor. Ampak knjiga opisuje, da se pritiska tudi od zgoraj navzdol, mar ne? Preko tako imenovanih ključnih mnenjskih voditeljev. Točno, to je drugi del. To so ugledni profesori, predstojniki klinik, vodilni strokovnjaki. Industrija jih najame kot svetovalce ali predavatelje. In jim za to dobro plača, predpostavljam. Götzsche navaja podatek, da je bil leta 2010 na Danskem vsak 8. zdravnik na plačilni listi industrije. In ko tak strokovnjak potem predava drugim zdravnikom, poslušalci vidijo neodvisnega eksperta. V resnici pa poslušajo zelo dobro plačanega predstavnika podjetja? Meja med izobraževanjem in marketingom postane popolnoma zabrisana. Vse to zveni grozljivo, ampak nekdo bi lahko rekel, da so to posamezni primeri. Kako razširjen je ta problem po mnenju avtorja? Govori o nekaj gnilih jabolkih? Njegov argument je, da je okužen cel sadovnjak. Da bi to dokazal, je sistematično pregledal sodne spise 10 največjih farmacevtskih podjetij na svetu. In kaj je ugotovil? Ugotovitev je bila, po njegovih besedah, šokantna. Vsa, brez izjeme, so bila v zadnjih letih v USDA spoznana za kriva hudih kaznivih dejanjih. Ne govorimo o manjših prekrških. Ne, govorimo o kriminalnih dejanjih, ki so se končala z milijardnimi poravnavami. Leta 2009 je Pfizer plačal takrat rekordno kazen 2,3 milijarde dolarjev. Zaradi česa? Nezakonito trženje 4 zdravil in podkupovanje zdravnikov. Nekaj let kasneje je GlaxoSmithKline ta rekord podrl s poravnavo v višini 3 milijard dolarjev. 3 milijarde?
Obtožbe, nezakonito trženje antidepresivov otrokom in prikrivanje podatkov, da njihovo zdravilo za sladkorno bolezen Avandia povečuje tveganja za srčni infarkt. Pa Johnson & Johnson z 1,1 milijarde kazni, seznam je dolg. Ampak to so astronomske številke. 3 milijarde dolarjev. Težko si je predstavljati, da takšna kazen ne bi odvrnila podjetja od ponavljanja napak. In točno to je ključna točka GC-jeve knjige. On trdi, da jih ne odvrne. Te ogromne kazni podjetja ne vidijo kot kazen, Ampak ampak zgolj kot strošek poslovanja. kako je lahko kazen v višini 3 milijard dolarjev samo strošek poslovanja? Ker so dobički ustvarjeni z nezakonitim trženjem še toliko večji. Če za zavajanje zaslužiš 10 milijard, je 3 milijarde kazni z poslovnega vidika še vedno donosna naložba. Se pravi, se jim splača. Vzorec je jasen, podjetja ujamejo, plača poravnavo, podpiše nek sporazum o integriteti, kjer obljubi, da bo poslej poslovalo po pravilih, in potem jih nekaj let kasneje spet ujamejo pri povsem enakih praksah. To za nja dokazuje, da ne gre za napake, ampak za model. In to nas prepelje do najpomembnejšega vprašanja. Kakšne so posledice tega domnevnega sistema za paciente? Tu knjiga postavi svojo najbolj pretresljivo trditev. Da. Po Gottschejovi analizi so zdravila na recept tretji najpogostejši vzrok smrti v ZDA in Evropi. Počakaj, tretji? Tretji. Takoj za boleznimi srca in rakom. Če seveda izvzamemo napake pri predpisovanju in samomore. To je tako ekstremna trditev, da jo težko sprejeti. Tretji največji ubijalec. Pred vsemi drugimi bolezni, nesrečami. Kako? Njegov argument je, da je to posledica sistema, kjer ima od zdravil korist le majhen delež pacientov. To pojasni s konceptom, ki se mu reče število bolnikov, ki jih je treba zdraviti. Ali na kratko NNT, number needed to treat. Točno. In to je res eden ključnih konceptov za razumevanje njegove kritike. V redu, razloživa to. Vzemiva spet primer antidepresivov. Okej. Metaanalize, ki združujejo rezultate mnogih študij, kažejo, da se stanje izboljša pri približno 60% pacientov, ki jemljejo antidepresiv. 6 od 10. Hkrati pa se stanje izboljša tudi pri 50% pacientov, ki jemljejo placebo, torej sladkorno tabletko. Počakaj malo. To pomeni, da od 10 ljudi, ki jemljejo antidepresiv, samo enemu zdravilo dejansko pomaga bolj kot sladkorna tabletka. Točno. Ker 5 od 10 bi se izboljšalo že s placebom, 6 pa se jih z zdravilom. Razlika je samo ena vsega. Točno to pomeni. In iz tega izračunamo NNT. Formula je 1 deljeno z razliko v učinku. Se pravi 1 deljeno z 0,1. Kar je 10. NNT je 10. To dobesedno pomeni, da moramo 10 ljudi zdraviti z antidepresivom, da bo en sam imel od tega večjo korist, kot bi jo imel od placeba. In kaj se zgodi z ostalimi 9? No, 5 od teh 9 bi se stanje izboljšalo tudi brez zdravila. Ostali 4 pa od zdravila nimajo nobene koristi, so ka izpostavljeni vsem potencialnim stranskim učinkom, ki so lahko resni. In seveda stroškom. Seveda. In Gottsched ob tem dodaja, da je zaradi vseh pristranskosti v študijah, o katerih sva govorila, realna korist verjetno še bistveno manjša. To je statistika, ki te res ustavi. Ker to pomeni, da sistem po Gottschedjevem mnenju zavestno izpostavlja ogromno število ljudi tveganjem za zdravila, od katerih nimajo realne koristi. In ko to pomnožiš z milijoni ljudi, ki jemljejo ta zdravila, dobiš potencialno ogromno število škodljivih dogodkov. In to je jedro njegove obtožbe. Točno. Zakaj so zdravila tretji vzrok smrti? Ne zato, ker bi bila vsa strupena, ampak ker se jih preveč predpisuje, preveč ljudem, ki od njih nimajo koristi, imajo pa tveganje. Sistem, ki naj bi to preverjal, je po njegovem mnenju zlomljen. Pogodba med družbo in znanostjo je prelomljena. Absolutno. Ko pacienti prostovoljno sodelujejo v raziskavah v upanju na napredek, potem pa se te iste raziskave spremenijo v marketinška orodja, ta pogodba ne velja več. Torej, če povzemeva, knjiga Petra Gottscheda slika res mračno podobo. Ne gre za kritiko posameznega zdravila, ampak za obtožbo celotnega sistema.
Od načina testiranja do trženja in predpisovanja. Njegove trditve so ekstremne, ampak jih podkrepi s stotinami referenc, sodnimi dokumenti, internimi poročili. To ni knjiga, ki bi jo lahko kar tako odpravili. Ne, nikakor ne. Njegov zaključek je brutalen. Pravi, da je družbena pogodba, ki omogoča medicinske raziskave na ljudeh v zameno za napredek in poštene informacije, uničena. Ker je končni cilj zgolj in samo povečanje prodaje. In ko je to cilj, sistem po njegovem mnenju izgubi etični kompas. In s tem sva prišla do konca. Knjiga pušča več vprašanj kot odgovorov, predvsem pa eno, ki je namenjeno vsakemu izmed nas. Če so trditve v tej knjigi vsaj delno resnične in če je sistem, ki naj bi odkrival in preizkušal zdravila, ki rešujejo življenja, v svojem jedru tako pomanjkljiv, kot nakazuje avtor, kaj to pove o temeljih sodobnega zdravstva in o stopnji zaupanja, ki ga lahko še polagamo vanj.